Po porodnih zgodbah je logično nadaljevanje dojenje. Maja, tvoj dojenček se je takoj prisesal, priklopil? Pristavili so mi ga takoj po porodu in čeprav nisem vedela, kaj točno delam, on očitno je, prisesal se je, ampak seveda to učenje traja, tako mame kot dojenčka. Kakšna je tvoja izkušnja? Ja, imel je zelo močan sesalni refleks, že v nekaj prvih dneh je zelo pridobil na teži in potem je mene kmalu začelo skeleti na eni strani, na eni dojki. In ja, mislim, da sem ob dojenju, oziroma ne ravno ob dojenju, ampak v tistem obdobju pregooglala vse, kar se je dalo, položaje. Še danes se spomnim koale in obratnih položajev. Skratka, veliko vprašanj in ključno vprašanje. Ali je to normalno? Ja. Ali dovolj poje? Ali imam dovolj mleka? Ali lahko pijem mleko, če dojim? Zakaj ga zvija? Skratka, ali je to normalno, bomo vprašali strokovnjakinjo. Šala za starše. Z nama je danes diplomirana babica in mednarodna svetovalka za laktacijo Romana Božnar Brzin, tudi mama z lastno izkušnjo dojenja. Romana, živjo. Živjo, pozdravljene. Prosim, povej nam kaj o sebi. Ja, jaz sem diplomirana babica, v svojem poklicu sem že 15 let, kljub temu, da se vsak dan učim, da vidim res široko paleto mam, otrok in vseh možnih problemov, se mi zdi, da me je lastna izkušnja najbolj zaznamovala. Ker to, kar sam občutiš, nekako ti pobarva vse izkušnje. Kakšne so tvoje izkušnje? Je teklo, je steklo? Ja, pa ne. Imela sem zelo zahtevno prvo izkušnjo z dojenjem, ker se je hčerka prezgodaj rodila. Je bila premehna, da bi sploh se pristavila na dojko, tako da smo mleko črpali, pa pol hranili po steklenički. Zaradi stresa, utrujenosti in anksioznosti je to pol tudi nekako se zelo hitro končalo. Po 3 mesecih. Pri mlajših sinovih sem pa dojila čist po šolsko, sta se takoj pristavila in smo imeli lepe zgodbe, 14 mesecev dolge. Se pravi, 2 odlični zgodbi, dolgi dojilski zgodbi, ena pa precej kratka. Začetek dojenja je lahko zelo težak, zelo konfuzen. Vedno se zdi, da obstaja sploh v zadnjih letih ta nek pritisk, za nekatere je tudi to prekletstvo tehtnice, na drugi pa vse hormonske in tudi druge življenjske spremembe, ki se zgodijo pri mami. Kaj je ključno na samem začetku? Jaz mislim, da ključno je zaupati v mater naravo. Mater narava je dala ženski nagone, da ve, kaj mora s svojim dojenčkom narediti. Dala je tudi dojenčku vse potrebne reflekse in mehanizme, da se bo znal dojiti. Najprej bi jaz rekla, da mora ženska sebi zaupati pa otroku. Ni treba iti prvo se izobraziti pa v razne medije, na internet, na forume. To narediš potem, ko imaš težave, dokler jih pa ni, pa se lahko čisto smerno sprostiš in zaupaš življenju, da bo dojenje steklo. Ampak Romana, vse informacije, ki jih imamo že predhodno, preden ga prvič sploh pristavimo, šola za starše, na primer, še vedno so nekatere smernice na 2 uri, pa menjuješ dojko. Vseeno to ti nekje v podzavesti ostane in potem se res sprašuješ, ampak zdaj ga dojim na 15 minut je lačen ali pa na pol ure, ne? Pa te potem malo zbega, pa greš preveriti, a je to zdaj v redu? Kako si naj v tistem trenutku zaupaš? Če je to prva izkušnja? Ja, to je težko, sploh za eno mlado mamo, ki ima res veliko težo na sebi in veliko odgovornost. V zdravstvenem sistemu imamo različne izvajalce, pogosto so to svetovalke različnih starosti, z različnimi izkušnjami, z različnimi strokovnimi podlagami in vsaka bo govorila nekaj svojega. Na koncu mama pol iz tega izide popolnoma zmedena, ne zaupa niti sebi, niti nobenemu strokovnemu delavcu več, ker enostavno ne ve, koga naj posluša. V tem primeru je najboljše se umiriti ali poiskati neko v svoji bližini neko pozitivno osebo, ki ji zaupaš, pa veš, da je imela pozitivno izkušnjo,
pa se na tako osebo opreti. Vedno je pa tudi možnost, da se pokliče svetovalko za dojenje, ki ima najbolj sveže in najbolj preverjene informacije tisti hip. Kje dobimo te telefonske številke? Kam je lahko pokličemo? Na internetni strani za mednarodne svetovalke za dojenje so navedene kolegice, ki imajo ta certifikat. One se prostovoljno v bistvu ukvarjajo s tem, da svetujejo ženskam. Lahko se na njih obrnete. Kadarkoli v dnevu? Kadarkoli v dnevu. Mislim, da je tudi napisan, kdaj jih lahko kličete. Včasih je pa tudi možen svetovanje po spletu. Romana, mednarodna svetovalka za laktacijo, nam lahko še na kratko pojasniš, kaj to pomeni in kakšne izkušnje si morala pridobiti za to, da imaš zdaj to licenco in kam točno sodite v to polje dojenja? No? Ne vem, ker se mi zdi kar široko. Veliko je nekih svetovalk, pa morda nimajo te kvalifikacije, ne? Mi smo opravili 100-urni tečaj na podlago kliničnih izkušenj. Se pravi, da imaš zelo veliko izkušenj iz svojega strokovnega področja z doječimi mamami. Potem smo mogli pa opraviti tudi en kar precej težak izpit. Seveda pa to ne pomeni, da ti nekaj res znaš pa veš. Celo življenje se učimo in vsak primer je nova priložnost, da nekomu pomagaš in se z njim učiš. Predvsem je pa potrebno poslušati ženske. Ženske poslušati, pa tudi ženske same sebe poslušati in tudi, kot si rekla na začetku, otrok se tudi rodi s to potrebo že v sebi in sam ve, koliko potrebuje hrane. Ženska tudi sama naj posluša sebe, ampak kaj pa se zgodi, ko dojenje ne steče? Zdaj, ko dojenje ne steče, taka mama je v stiski, ko pride do nas. Prva stvar, kar jo moraš narediti, poslušati žensko aktivno. Se pravi, se ne vsiljuje nasvetov, mnenj ali obsodb, zakaj do uspešnega dojenja ni prišlo. Ženska naj da iz sebe ven to, kar jo muči, kar jo tlači, potem se pa naredi nek načrt, kaj bi zdaj rada ta ženska dosegla. Svetovalka za dojenje ni samo ena strokovna oseba, ki bo mamo pripeljala do dojenja, ampak je tudi, mora biti tudi neka empatična poslušalka, ki bo neuspešno dojenje nekako poskusila potolažiti. Če dojenje ni uspešno, to ne pomeni, da je neka ženska slaba mama. Daleč od tega. In tega se moramo zavedati, da se kar posplošuje, da lahko vsaka ženska doji, je izjemno škodljivo za tist procent žensk, ki pa ne morejo. Če se vrnemo v porodnišnico, ko rodiš otroka, če ga rodiš po naravni poti, ti ga zelo, zelo kmalu pristavijo, pokažejo ti ta sendvič prijem, stisnejo dojko, on se skuša prisesati, se prisesa in potem se učiš dojenja. Ne? Če gre vse po redu, se tam 3., 4. dan zgodi naval mleka. Se mi zdi, da žensko res preseneti, ker se lahko prebujaš mokra od mleka. Ja. Kaj se dogaja takrat in kaj se dogaja hkrati s tem hormonsko? Dogaja se točno to, kar ste opisala, ne pride do navala mleka. Zraven potem spadajo zelo boleče dojke, kar si človek ne bi mislil, da lahko to tako boli. Ker imaš občutek, da te bo razneslo. Ja. Otrok je slabe vole, ker ne more se na tiste trde dojke zagrabiti. Potem je pa še en fenomen, tle 3., 4. dan, temu se reče poporodni bluz oziroma otožnost. In jaz mislim, da je zadost, da ženske vejo, da to je to in je pa veliko lažje to prebroditi. Naša poslušalka sprašuje, kaj narediti, ko pride prvi naval mleka in prsi res otečejo. Takrat je njen najboljši prijatelj otrok, ki si ga položi na dojke kadarkoli, ves čas ga ima pri sebi in on sam bo zreguliral nastajanje mleka. Kaj pa te komprese? Komprese, to je zdaj tak prevod, takšni obliži z lanolinom prevlečeni, pa kreme. Hladilni, tako. Jaz bi rekla, da to nikoli ni slabo v sabo imeti, lahko probaš. Zdaj mislim, da nekih strokovnih dokazov ni, da bi to res pomagali. Meni je. Meni tudi. Ja, super. Ja. Doskrat je tako, da nekaj ni podprto z dokazi, ampak v praksi empirično ženske povejo. Drugače pa vedno pravimo,
prva stvar je, da je otrok pravilno pristavljen. Kako vemo, da je pravilno pristavljen, kako vemo, da otrok aktivno je, da sesa, da ni samo na dojki, pa nič ne sesa, da nič ne dobi. Kako vemo, da je dojenje v navednicah pravilno? Ja, to se pokaže se to z zadovoljnim otrokom. Otrok je globoko prisesan, res tako, kad bi hotel en ogromen hamburger pojesti in široko odpre usta. Velikrat jaz rečem mamam, v pomoč naj vam bojo kakšni plakati, da ti to vidiš vizualno, da si predstavljaš, kako to mora izgledati. To se tudi čuti, kot ti... Sesa čutiš, ja. Občutek je. In tudi se sliši požiranje mleka, jeziček je pod bradavico in jo objema in enostavno občutek je pravi. No? Bradavice ne smejo preveč boleti. Ampak na začetku bolijo, preden se privadijo na to, zelo bolijo. Uršula je razlagala. Leva je bila razpokana. Krvi ni bilo, ampak bila je kot da malo cveti v nekem trenutku. Tako. To že kaže mogoče na kakšen nepravilen položaj. Čeprav je to res. Bradavice vedno nekako neprijetno ščemijo. Skelijo, ja. Težko je presoditi, kdaj je pa to preveč boleče, kdaj je pa normalno. Ampak bradavice večkrat sem seveda prebirala tudi na forumih, vsi najbrž smo kdaj zatavali na kakšen forum in so mame pisale, da jim iz bradavic teče kri in kako je potem s to krvjo v mleku. To otrok lahko popije, ni nobene nevarnosti. Ne, ta kri primešana v mleko za otroka sama po sebi ni nevarna. Če je preveč, zna dražiti otroka v želoček. Je pa treba ugotoviti, odkje ta kri, ne zakaj. Ker take razpokane bradavice je potrebno zdraviti, v bistvu pa preprečiti poškodbe. Ker če ne, lahko to botruje pol prehitremu odstavljanju. Romana, kako vemo, se praviš, težko je oceniti to bolečino, kdaj je bolečina prevelika in koliko časa že traja in po drugi strani, kako zdaj umiliti to bolečino? Ja, lahko oblačila, zračenje bradavic, pravilna nega, da ne pride do kakšnih vnetij, bakterij in podobno. Kako zdaj vedeti, a je to zdaj še normalno in sprejemljivo? Jaz bi rekla, da prevelika bolečina je takrat, ko se nekako tam v nekih 10 dneh dojke ne unesejo. Ne? Zdaj ženske imamo različne bolečinske prage. Kadar je bolečina toliko zoprna, da gre že skoraj ženski na jok, ki ve, da bo mogla dojiti, lahko vpliva pol tudi na psihološka ozadja, na sprejemanje otroka, na celotno izkušnjo. Zdaj, kako to umiliti, še enkrat bi jaz lepo poudarila, pravilen položaj. To je treba urediti že v porodnišnici, v tistih prvih 2 dneh, ko imamo mi strokovne osebe. Kljub temu, da je osebje različno podkovano, bo vsaka medicinska sestra zelo hitro opazila, če je otrok čudno ali pa nepravilno pristavljen. In bo na to tudi opozorila, zato vse je potrebno zaupati zdravstvenemu osebju, ki ve, kaj počne in tudi ve, kako izgleda nekako uspešno dojenje, pa neuspešno. Nikoli jaz ne bi želela ustvariti tazga mnenja, da osebje ne zna svetovati glede dojenja. Seveda, da zna, ampak včasih pri kakšni ženski pa resno se pojavi to, kar smo na začetku govorili, da ne ve, komu naj še zaupa. Ja, jaz se spomnim zgodbe v porodnišnici svoje Cimre, ki si je zelo želela dojiti, zelo je vztrajala pri tem, ampak se otrok ni prisesal in je potem po 2 dneh bil otrok razdražen, mama pa tudi. Seveda, koliko časa tudi vztrajaš, preden si greš mleko načrpati in potem to mleko po steklenički daš otroku? Tle sigurno je dobrodošlo, da si malo pomagamo vsem s tehtnico, pa po podoju stehtamo, pa vidimo, transfer se reče. Mleka lahko tudi zaznamo čist z očesom, otrok ima v ustih mleko in če nekih teh znakov ni, da je otrok pil pa požiral, potem je tudi samo odvajanje. Otrok mora imeti 6 mokrih pleničk, mora tudi odvajati redno, večkrat na dan. Če tega ni, potem je nekaj sigurno ni okej.
tle je na mestu dohranjevanje. Pa mogoče ne po steklenički, lahko tudi po žlički. Ali pa po lončku. Že zgodaj. Seveda, ja. Kaj pa razni problemi, ki so, ne vem, naprimer vdrte bradavice, prirojeni, ne? Pač nič ne moreš, če imaš vdrte bradavice, ali pač lahko si pomagaš na stavki, je s tem kaj narobe? To tudi sprašujejo naše poslušalke. Ja, zadnja leta je v modi, da kar vsaka mama si že vnaprej te nastavke kup, jih ima kar sabo. Tako kot eno obvezno opremo. So pa te nastavki, ne bom rekla, da so popolnoma nekoristni, v določenih situacijah pridejo prav. Ampak pri vdrtih bradavicah je treba pa najprej videti, če so to res prave vdrte, ker večina teh bradavic se nekako pri sesanju lepo oblikuje, obrne navzven, tako kot je treba, in ta problem zgine. Jaz bi prej svetovala, da probimo najprej brez pripomočkov, potem pa če vidiš, da če ženska dobi tisto občutek, da mogoče bi pa ta nastavek pomagal, pa pač si bo to nabavila in bo s tem probala. Ni treba, da nesemo s sabo v bolnišnico. Ne smemo priti preveč pripravljene, ampak se samo prepustiti po porodu. Ja, jaz bi tako rekla, trgovine so skozi odprte, to zadevo se kupi in če jo rabiš, enako velja za formulo. Ni treba vnaprej ene škatle kupiti, če boš rabo, ker če jo boš imel doma, jo boš sigurno uporabil v nekem trenutku šibkosti, namesto da bi se enostavno nase zanesel, pa mogoče 2-krat več otroka dal na dojko. Romana, umestno vprašanje. Duda, ja. Ta sesalna zmeda in vse to, kar poslušamo, kar poznamo, potem pa spet ne razlike. Nekateri priporočajo, ker vseeno lažje to kot prst in podobno. Ja, pa nekateri pravijo tudi, da ne smeš otroka prehitro navaditi na flaško, ker se potem ne bo več prisesal. Ker potem dojka ne bo več. Skratka, polno nekih verjetno mitov, ne? Ja. Duda sigurno dojenje moti, ne? Tak otrok, ki se doji lahko po želji, ko ga mama upošteva, ki ga sliši, ki je z njim usklajena, tak otrok niti ne bo potreboval dude, čeprav je duda lahko včasih tudi terapevtska. Zdaj bom jaz izhajala iz svojega poklicnega okolja, kjer so otročki brez mamica, ne? Mamice so ločene od njih in te otroci imajo dudo za tolažbo iz terapevtskih namenov. In mi si ne predstavljamo brez. Če pa ti se zanašaš na dojenje, pa jaz mislim, da jo ne rabiš. No. Kako moti ta proces dojenja? Kaj je to sesalna zmeda? Otrok je narejen tako, da ima sesalni refleks in ima lakoto in ima iskalni refleks. Najprej s tem iskalnim refleksom začne iskati predmet podoben bradavici oziroma bradavico samo. In ko otrok to najdle, se sproži sesalni refleks in sesa, dokler se ne nahrani. Eni sesajo tudi, kaj je sit, pa lepo izbruha, pa naprej je. Kaj pa ta zmeda potem pri dudi, kjer pa nič ne priteče, nič se ne zgodi? Zmoti ta naravni proces in občutek za lakoto pa za potešitev. Ti si pri kakem otroku imela dudo? Ja, seveda. Pri vseh sem jo kupila, sem jih imela tudi vseh živih oblik in vrst in tudi dobili smo materialov. Jih zadavila. Materialov vsega. Hčerka jo je imela, fanta pa ne. Sta pa v bistvu pol zavračala. Dudi se reče po slovenski izraz je varalica in to duda dela. Ona vara otroka. Pač zgleda kot bradavica, ampak iz nje nič ne preteče. Ampak glede na to, da si diplomirana babica, si strokovnjakinja za dojenje, kako ti je bilo pri prvem otroku, ko se je po 3 mesecih vse skupaj nehalo? Iskreno povedan, mislim, meni je bilo grozen. Že sama izkušnja, da je otrok prezgodaj rojen, to me je navdajalo z nekim neuspehom, z neko krivdo, z velikim strahom, kaj bo z otrokom. Potem ti še mleka zmanjka, ne? Potem je bilo pri nama pa še tako, da je bila hčerka izredno neješča in sva tam do 1 leta sva prišla do kilaže 6900 gramov. Kljub vsemu mojemu trudu sem vedno poslušala, da je premalo dohranjena in to je bilo pač zame izredno neko tako porazno občutje. No. Romana, bi zdaj, ko gledaš za nazaj, kaj spremenila, mogoče v miselnosti ali pa v dejanjih in
Kaj bi rekla tistim mamam, ki se soočajo s čim podobnim? Imam prijateljico, ki je izgubila bližnjega in hkrati izgubila mleko. Pač takim mamam se absolutno ne da nič reči, vsaki bi rekel, nehajte se sekirati, ne bojte se, ampak to so prazni nasveti, ker one se bojo kljub temu, se bojo žrle in sprašvale, kaj bi lahko boljš naredile. Včasih najbolj pomaga, da ne vsiljivo deliš svojo izkušnjo, pa rečeš, lejte, pri meni je bilo tudi tako, zdaj je pa v redu. Pa da jo pustiš, da ti stvar iz sebe da pove, jo poslušaš aktivno, sej človek se pol sam pozdrav s časom. Ne? Ko pogledaš nazaj, pa si misliš, joj, morda bi pa v tistem trenutku drugače odreagirala ali pa ne bi imela tolikšnega občutka krivde. Ja, ampak če jaz ne bi tega doživela, jaz nikoli ne bi teh naših mam razumela, zakaj jih je tako strah, zakaj se tako krive počutijo. Ni slabšega kot ena, ne vem, medicinska sestra ali pa ena babica, ki misli, da je vse gladko gre v življenju. Ker vedno bo taka oseba zviška gledala na druge. Ne? Tako da z razlogom imamo težave v življenju. In jaz sem po en stran hvaležna, da sem dala to skozi. K manjšim težavam, ki pa se zdijo v tistem trenutku ogromne, kot tudi prsi, ki nabreknejo, ne? Ja. Otečene dojke. Ja, jaz mislim, da je to tema, ki jo je treba nujno odpreti. Jaz se spomnim, da sem imela po 2 mesecih dojenja prvič tako trde dojke kot kamen kost in verjamem, da sem bila na robu mastitisa, pa sem si zmanjšala količino mleka s pitjem metinega čaja. To mi je pomagalo. Je to ena od pomoči, da se zmanjša količina mleka? Kaj se še svetuje ob tem? Poleg pristavljanja, ne? To je verjetno prva stvar. Pa poleg iztiskanja mleka, tudi tople vode, pa listi zelja. Ja, listi zelja, to je neko tako tradicionalno slovensko staro. V bistvu te listi povzročijo, da ti tako za nekaj časa lepo pohladijo, če so mrzli, a ne, če jih daš prej v hladilnik in sigurno je za probat. Tudi metin čaj, jaz vedno pravim, če ženska dobi nek preblisk, neko notranji, ne vem, glas, da je neki to naredane, vedno ne to upoštevajo. Sej ni vse napisan po nekih strokovnih člankih. Glede te zmanjševanja količina mleka, v skrajnem primeru je neko zdravilo bromokriptin, ampak ne bi rekla, da je to prva izbira. Uspešno se ga lahko pač zmanjša tako, da se manjša število podojev in se bo sigurno produkcija tudi ustavila. Jaz se spomnim, da je v enem trenutku to samo od sebe teklo in otrok ni mogel piti, ker je bilo tako hitro, prevelik naval je bil, to je samo od sebe teklo, ni rabil ne sesanja, ne ničesar. Ja. In je imel kar naenkrat polna usta in je bilo to vse skupaj preveč. No, problem je pa še to, ker taki količini mleka, najprej je predno mleko, ki je manj kalorično, ki je bolj vodeno in če se otrok tega napije, bo imel vetrove, ker je bolj kalorično prazno mleko, pa še hitrejš bo prebavil in bo hitrejš lačen in potem bo spet sesal in je ta začaran krog sklenjen. Tako da tle se priporoča, da se to vodeno mleko, da se ga izčrpa v lijak, da pridemo do gostega mleka. Tako. Da se otrok naje in se s tem tudi da regulirati. Ampak to so pa že taki triki, ki ženske lih ne pomislejo. No? Meni se je mastiti začel, potem se ni razvil kot hude bolečine v sklepih, v prstih in visoka vročina. In potem seveda ta otrdelost dojk. In isto kot moja sem poskusila s čajem in potem poklicala na to nujno pomoč, kaj lahko naredim. Zdaj še lahko omilite situacijo, rešite situacijo, pristavljate otroka. Ne? Zakaj je on to izčrpa te vode, preden se zamaši? Kaj se dogaja s tem, ko ga... Čeprav se zdi nelogično, ne, da ga na otrdelo dojko skušaš pristaviti. Ja, pri mastitisu gre za stojno dojko, da mleko zastane in te vodi se vnamejo. Simptomi so pa podobni gripi. Splošno slabo počutje, praviloma je rdečina na dojki, otrdela celotna dojka in povišana temperatura. In če je stanje tako, mogoče kakšen dan še, da probaš s tem črpanjem. Če ne, pa pol treba to z antibiotikom sistemsko rešiti.
Se pravi, je treba poiskati zdravniško pomoč. Ja, zagotovo. Na Instagramu sva dobili tudi vprašanje, ki je v bistvu nasprotno temu, kako povečati količino mleka, ki ga primanjkuje kljub čaju za dojenje, laktilu, sezamu in ostalim stvarem. Tukaj pa pač sam povečati število podojev, tle se priporoča gnezdenje. To je princip dojenja tako, da mama opusti vse svoje opravila, od gospodinskih do ne vem česa, kaj ima doma za narest, se uleže z otrokom na kavč ali pa v postlo in sta v stalnem stiku, da se otrok res pristavi, za kolikor časa želi. Po tem principu naj bi se produkcija povečala. Brez večje teorije, to je to. To je prva stvar. Pa seveda, da dovolj pije, da dost počiva in da nekdo drug prevzame breme gospodinskih opravil. Kako se ženska podpre, da pa je zmožna proizvajati mleko, ne? Tudi ona mora kalorično verjetno vnesti dovolj hrane, da je sposobna. To je manj pomembno, kot se mi mislimo, zato ker tudi v državah tretjega sveta, tudi te ženske, ki so praktično na robu, ja, pa vse imajo zadost mleka. Sama ta proizvodnja mleka ni tako zelo odvisna od tega, koliko je mama. Seveda mora ona sama dobro jesti, ker če ne, bojo posledice na njenem zdravju. Ana. In tudi pit mora zadost. Ni pa res, da bi mogla za 2 jesti. To pa že dolgo. Ampak se mi zdi, da ko dojiš, si lačna za 3. Ja, ker je to dodatnih 600 kalorij, kar je ful v redu, no, ker večina teh mam, ki doji, lahko z dojenjem tudi shujša. No. To se rado zgodi. Ja. Ampak še eno vprašanje. Nekje sem že zasledila, so mame spraševale, kdaj začnem svojemu otroku dajati vodo, čaj za pit. Dokler se doji, ne potrebuje nikakršne druge tekočine. Ne, zdaj so smernice take, da pač ne. Niti če je vroče, niti če je ne vem kaj, mleko zadošča. Dokler se ne začne z uvajanjem goste hrane. Dokler se ne začne z uvajanjem, potem pa otrok že sam radoveden, ker vidi svoje starše, kako z kozarca pijejo in je potem razvojno pripravljen in posnema. Ne? Tako da bi pa kupovali neke čaje, pa jih otroku dajali, pa popolnoma nepotrebno. Romana, znaki, da je dojenček lačen in ali lahko dojenček samo manipulira, izsiljuje, išče tolažbo in mame, češ ne se dati, ne ga vsakeč dati na dojko. Ne. Kaj so tisti znaki, da pa on zdaj ne manipulira? To so zelo zastarela prepričanja. Dojenček ni sposoben, mislim, take logike, da bi on zdaj se pa odločil, da bo nekoga manipuliral. On ima samo potrebe. In potreba po dojenju je vedno tudi potreba po tolaženju. Ker dojenje ni samo hrana, ne? Dojenje je tudi čustvena bližina, stik kože na kožo, vse to, kar dojenček rabi. Znaki lakote so pa, jok, to je že pozni znak. Prej se pa pojavil tlačenje rokic v usta, slinjenje, iskalni refleks, da takole dojenček z glavo miga in išče bradavico. Pa tak nežen zvokec. Ja, začnejo jambrati in kar išče. In zelo fajn je, če se mamice odzovejo na te zgodnje znake. Preden je razdražen, spušča dojko. Ja. Živčen. Se zvija. Pa pol se ne more zagrabiti, ker je to klačen, da že kar takoj teče, pa pol. Skratka, ne bo razvajen, ne skuša manipulirati oziroma, kot rečejo, ne bo te nadmudril s tem, ko je lačen in išče karkoli, ne, hrano, tolažbo, čustveno povezavo. Ne. To so, ne vem, neki miti, ki so se tako zelo ukoreninali, ampak v resnici nobene koristi ne. To je samo neznanje. To je samo neznanje in opiranje na neke te stare modrosti, ki to niso. Ampak, Romana, kakšna je pa, recimo, če se prestavimo malce na mamo, kakšna je primerna prehrana pri dojenju? Je v bistvu sploh kakšna smernica, kaj mora mama jesti? Včasih so govorili, ne smeš jesti paradižnika, ker se bodo pojavljale krčki, ne smeš jesti surove zelenjave, pa jagod, ker so alergeni. Kako je s tem danes? So kakšne v navednicah prepovedi ali naj mama je tisto, kar ji paše? Ne, mama ne je normalno.
po smernicah zdrave prehrane. Se pravi, to, kar se nekako priporoča za vse druge prebivalce, raznoliko, veliko zelenjave, veliko sadja, zadostna količina tudi mesa, ogljikovih hidratov. Se pravi, vsega pa čim bolj sezonsko, pa lokalno. Samo to. In ne rabi se z nobeno stvarjo obremenjevati, ker do krčev bo skoraj zagotovo prišlo. In tako, ko pridejo, tako zginejo. Mislim, to je neka taka fama, okoli tega se ne da kaj dosti narediti, ne. In je škoda, da se mame toliko obremenjujejo. In umikajo jajca, kravje mleko, Ja. kavo in podobno. Ja, ni potrebe. Razen, če se drugačne izkaže, pa potem sam pediater odredi dieto. To je drugo. Da bi pa sama od sebe, pa ne. Kraševka v meni sprašuje, kako je s pršutom? Aha, ja, pršut. Pršut je pa ena taka delikatna zadeva. Delikatesna. Delikatesna, ker bi se pa ga jaz osebno izogibala tudi v nosečnosti. Zaradi možnosti kakšne okužbe s kakšno neprijetno bakterijo. Izogibala bi se tudi kakšnim sumljivim neopranim solatom. Zaradi toksoplazmoze? Ja, bifteka tudi slučajno ne bi. Surovih Listerioza. jajc ne. Ja. Ampak prizadene v tem primeru, ko je doječa mama, verjetno mamo, ne pa tudi dojenčka. Ali pač prehaja tudi kaj skozi mleko? V primeru, da bi se okužila mama, ker vemo, določena zdravila prehajajo, pa so zato odsvetovana. Ja, bi se tle jaz res malo bolj poglobila, je pa sigurno ni za riskirati z nekimi takimi hranami, ki so delikatne, tudi kakšne surove ribe in kaj, ker že samo, če že mama zboli, bo to na otroka vplivalo tako ali drugače. Romana, kaj pa lahko že v nosečnosti naredimo, recimo za uspešno dojenje? To tudi je eno vprašanje naše poslušalke. Je možno kaj narediti že prej, preden se otrok rodi? Nekatere si predhodno mažejo in mehčajo bradavice. Ne vem, kaj bi s tem dosegla, da si jih prej maže. Jaz mislim, da ni potrebno čisto nič se nekaj vnaprej pripravljati, ker telo ima svoje mehanizme. A ne? Pod kontrolo hormonov se bo to mleko vzpostavilo zagotovo, če ni kakšnih bolezenskih podlag. Tako da v resnici mogoče je pa boljša potno, da se mama sprosti, da lepo gre sproščeno v ta porod. Mi imamo v zadnje čase kar mal preveč pripravljene mame. In take mame pol so mal bolj rigidne, mal manj pripravljene na življenje pa na svetovanje, ker so se že okužile s to pretirano informiranostjo, še posebej pa iz nepreverjenih strani na internetu in raznih forumov, kjer je ogromen nekoristnih informacij. In kako sortirati oziroma izbrati tiste prave pri tej poplavi vseh teh informacij? Zelo težko. Včasih je boljš ne vedeti, pa vprašati samo tist, kar rabiš, kot pa da imaš ti celo zmedo v glavi z nekim znanjem, pa si pol to ne znaš popredalčkati ali pa z tega nekaj zase ven potegniti koristnega. Še ena taka zelo pomembna in pereča tema, odstavljanje otroka. Spet polno nekih tehnik pa metod, od tega, da si na bradavico namažeš gorčico do takih res skrajnih oblik, pa do seveda raznih mitov. Ne? Kako veš, na kak način in kdaj, predvsem kdaj, odstaviti otroka? No, zdaj, najnovejše smernice dojenja so tam se priporoča dojenje do 2 let, 2,5. IBCLC celo navaja tam do 7 let pa pol, ampak mi se moramo zavedati, da to je mednarodno združenje in so tudi dežele, kjer so otroci podhranjeni in tam je ta številka 7,5 let ima čist drugačen pomen. Zdaj za našo kulturo se meni zdi, da 2 leti je kar veliko. Če znese ženskam, seveda je to zelo za otroka koristno, drugače se pa odstavljanje se vedno začne na željo nekoga izmed doječega para. Ali je to mama, ali je to otrok. Jaz mislim tako, da vsak ima pravico, če mu to postane preobremenjujoče, iz tega izstopiti. Prvi jo ima otrok. Če se pa mama več ne počuti v redu, da gre v službo, naprimer jaz sem
začela delati nočne in meni to ni bilo hecno. No. Pa še na eno dojko sem dojila, ko sem šla od doma, sem bila kakor toliko še simetrična. Domov sem šla. To je res pojav, ja. Z razliko od 2 košarca. Ne, in za mene je to boleli in obremenjevali in sem si pol želela nehati. No. Tudi mi 2 z Uršulo sva nehali z dojenjem pred nastopom službe oziroma ob koncu porodniške. Jaz sem po prvem rojstnem dnevu otroka se v bistvu odstavil skoraj da sam. No. Ja. Ja, kar je precej idealno, ne? Ja. Ko ima zadosten vnos in goste hrane in občutek povezanosti, nekega miru, takrat je verjetno pravi čas, ne? Ko lahko njegove potrebe zadovoljiš z drugo prehrano in hkrati čustveno svojo prisotnostjo in z ljubeznijo. Ja, vedno je, ko se dojenje neha, to ne pomeni, da se bo pa zdaj vse prekinalo, se to nadomesti pač s crklanjem lahko. Ne? Ja, absolutno. Romana, kaj pa zdaj govorimo že ves čas o dojenju in o tem mitu tudi mogoče reku, da lahko vsaka doji? Ne, v resnici to ni res. Ne. Obstaja določen proces, določen segment žensk, ker zaradi nekih bolezenskih ozadij ne morejo dojiti. Ne. Če bi šli prav noter v to, kjer so to, ne. To so lahko hormonsko pogojene bolezni, lahko so kakšne nepravilnosti dojk, kakšna sladkorna bolezen, lahko je tudi huda oporodna krvavitev nagaja pri dojenju. In tudi sama ločenost po carskem rezu, prezgodaj rojen otrok, preutrujena mama, anksiozna motnja, poporodna depresija. Ne moramo kar tako posplošiti, da tudi nikoli v zgodovini ni bilo tako, da so vse dojile. Še enkrat nazaj k temu odstavljanju, ker se mi zdi, da je veliko vprašanj povezanih s tem, na kak način to izvesti. Ok, predstavljamo si, da se in otrok in mama, nekako, da se ta njuna pot in navezanost na ta način dojenja ločuje. Običajno partner potem prevzame ta nek del nočnega zbujanja, naprimer, ali pa crkljanja. Kako zdaj otroka v situaciji prej, ko si mu ponudil dojko in ga na ta način pomiril, tudi če ni več veliko pojedel ali pa ni več odvisen od mleka, kako ga potolažiti, kako mu dati vseeno občutek, tukaj sem zate, mleka in dojke pa več ni. Vedno je dobro, da se to odstavljanje nekako mehko uvede. Lahko si izberemo tako tehniko, da bo otrok po dnevi jedel gosto hrano, pil iz lončka, po noči pa še vedno lahko pri mami spi, pa se po noči doji in tudi za mamo je to zelo nakomotano, ker ni treba nobenemu vstajati, se otrok sam dvigne kar majco pa svoje oprav. Včasih je tisto, kar je postreže večerjo. Ja. In zakaj bi se zaradi tega sekirali? Vse bo nehal. Postopoma torej praviš, ne naenkrat se zdaj odločiti, s ponedeljkom neham in mu ukineš vse podoje naenkrat. Ne, to je prehud stres za otroka in lahko napačen efekt dosežeš, da bo pol otrok še bolj hrepenel po tej dojki. To je bilo celo njegovo življenje, ne moreš mu to v enem dnevu vzeti. In postopoma, ko ugotoviš, da pa mu dojka več ni zanimiva, je to, ne? Je pa to, ja. In to se zgodi. In potem je hudo za mamo. Verjetno je mami huje kot otroku, ne, na koncu, ko se konča ta mehkem prehodu. Ja, pri tem prehodu iz dojke samo na navadno hrano. Ja, to je res. To sem dostkrat zasledila, pa tudi pri sebi zaznala, pa pri ženskah slišala, da se pojavi neka sentimentalnost. Ne? In pa se kar nostalgija, ne? Nostalgija. In kar gledaš tiste fotografije, če jih imaš. Pa povezanost, nikoli več ne bo več te povezanosti v smislu priklopljen, name. Ne, take ne. To je zelo edinstveno. Ja. Težko se to s čimerkoli primerja. Ampak fino je, če izberemo pravi čas, ne? Da ni ne prezgodaj, da si učitaš, ali prepozno, ko si verjetno že izčrpan in sit vsega. Ne? Na koncu sama situacija nekako zapele v neko, jaz spet le mislim, da najbolj se je prepustiti. Fajn je, če se mal vsaj približno ve, kakšne so priporočila, ne moramo se pa tega držati, saj ne more biti vse. Ja. Ja, Romana Božnar Brzin, hvala za obisk in hvala za današnji izčrpen pogovor. Izčrpali smo vse, ne? Samo mleka, ne? Ja, hvala vam.
Mame, za več vprašanj smo dosegljivi na Instagramu Šala za starše in seveda med podcasti naročite se. Nujno. Za konec pa Romana Uršula, dajta, pa. Pa.